sem že videla, da si pozabil name. Ne, nisem pozabil na tebe. Tole orodje sem iskal v garaži, pa traje malo, ne veš. A pa ga našel? Ja, lej, tole. Lej ga. To je to, kar bo tvoj kolo popravil. Čakaj, kam pa ti mene peleš? Pelem te nekam, kjer delajo orodje, zato da bi potem izdelali orodje. Orodje, da bi potem lahko naredilo orodje. Ne razumem. Če ti rečem, da moja teta živi v Zrečah, a ti je kaj bolj jasno? Zreče. Čakaj, a ni tam tovarna Unior? No, evo. Aha, ti mene peleš v to tovarno, da bi videl, kako se izdeluje orodje. Ja, jaz mislim, da bi nama bilo to obema zelo zanimiv, pa moja teta dela tam in se je že dogovorila v tovarni, da lahko prideva na ogled. Zanimivo. No, ampak ogled imava pa šele jutri, no. Zakaj me že danes peleš, kaj? Zaradi tega, ker je teta naju povabila en dan prej in da greva malo k njej na obisk in malo nam bo skuhala in vse to. Super, domač kosiv. Gospod Kokol, a nam lahko na kratko predstavite poslovne sisteme Unior, s katerimi podjetji sodelujete, kdo vodi podjetje? Poslovni sistem Unior je danes organiziran v obliki koncerna. Ključne pristojnosti podjetja so toplo in vroče kovanje odkovkov, proizvodnja sintranih proizvodov, potem imamo proizvodnjo ročnega orodja, potem imamo proizvodnjo CNC obdelovalnih strojev in kot peti program se pojavlja storitveni program, to je program turizem. Koncern pomeni, da smo organizirani tako, da imamo matico podjetja, to pomeni, da je to delniška družba Unior, ki ima svoje naložbe še v 31 podjetjih širom po svetu. Martin, povej mi, zakaj si se odločil za poklic orodjarja? Za ta poklic sem se odločil zaradi velikih možnosti zaposlovanja. Pomembno je, da bodoči iskalci zaposlitve poznamo zaposlitvene trende in da si pripravimo dobro podlago za svojo kariero. Prav zagotovo bo ta poklic v tudi, ne vem, kakšnih 5 letih prihodnosti tudi med najbolj iskanimi poklici. Zato sem se tudi jaz odločil za ta poklic. Prvotno sem pridobil poklic oblikovalca kovin, orodjarja. Sedaj končujem program +2 in bom postal strojni tehnik. Zavedam se, da se moram svoja znanja nadgrajevati, zato se bom tudi odločil za nadaljevanje študija na fakulteti. Gospa Fink, v Zrečah imate že dolgo tradicijo orodjarstva oziroma obdelovanja kovin. Koliko časa pa je stara vaša šola tukaj, program orodjar? To se pravi, izobraževanje za poklic orodjarja na naši šoli traja že ves čas njenega obstoja. To je več kot 32 let, od leta 1976 dalje. Samo izobraževanje je v svojem času preživljalo številne prenove. Zadnja je bila v lanskem letu, tako da v letošnjem šolskem letu, prvič izobražujemo dijake po prenovljenem programu. Žnidaršič, kar veliko strojev imate tukaj v vaši delavnici. Kdo vas je naučil uporabljanja teh strojev, da znate zdaj narediti orodje? Ja, veste, če bi zdaj razpravljali o tem, kdo vse me je naučil, moja pot do tega, da zdaj na koncu orodja delam, je kar dolga. V bistvu sem silom prilik začel to delati, ko sem leta 1991 ostal brez službe.
In kot inženir strojništva pač sem mogel začeti delati tisto, kar sem znal. To se pravi, začel sem prvo iz servisom CNC strojev, potem iz tem, da sem programiral te stroje za druge, na kar sem si seveda te stroje tudi nabavil. In zato, da stroji ne bi stali, ker je bilo vedno manj usluh, ker so si jih tudi drugi kupovali, sem začel delati orodja. 31 podjetij še poleg tega tukajle v Zrečah. Koliko pa tu zaposlenih? To mora biti veliko zaposlenih. Celotna skupina, celoten koncern je približno 4300 zaposlenih, v Sloveniji pa imamo okrog 2500 zaposlenih. Verjetno je za tako veliko število zaposlenih težko najti pravo vzdušje, kako ga ustvariti. Seveda, več kot je zaposlenih, teže je to obvladovati, ampak mi skušamo najprej na ravni vizij, strategij in politik podjetja ustvariti takšno vzdušje, da se izzidejo takšne poslovne strategije tudi v zanimive naloge, interesantne projekte, izzive, ki so ves čas prisotni, da lahko zaposleni pokažejo svojo ustvarjalnost. Če pogledamo še širše, je lahko eden od faktorjev dobrega vzdušja tudi zelo dobri medsebojni odnosi med sodelavci. Na koncu koncev je pa tudi veliko prostora za ustvarjalnost, ki jo lahko pokažejo na različnih segmentih svojega delovanja v okviru podjetja. Praktično izobraževanje je sestavljeno iz praktičnega pouka, ki se odvija v šolski delavnici, in praktičnega usposabljanja z delom, ki se odvija pri delodajalcu. Minimalno imajo dijaki, torej minimalno je dijakom srednjega poklicnega izobraževanja zagotovljeno 655 ur praktičnega pouka, ki se odvija v šolski delavnici, in 912 ur praktičnega usposabljanja z delom. Skupno koliko ur? Od skupno preko 3000 ur, kar znese nekaj čez 40%, ker pa lahko vsaka šola del odprtega kurikula nameni tudi praktičnemu pouku, je lahko ta odstotek tudi višji. In na naši šoli je tako, mi smo na praktičnemu pouku namenili več ur pouka, kot je minimalno število ur, tako da ga imamo več kot 50%.